Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Lahko smo mirni. Za cepljenje pri nas namreč skrbi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jelko Kacin s polnim nazivom, pozor, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19. Le kaj bi lahko šlo narobe? Vi pa gledate 106. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali novi rektor. Kakšnega rektorja potrebuje Univerza v Ljubljani, da nam bo spet v ponos? 100 let Univerze v Ljubljani. Stroke, inštituti, programi, ki Univerzo in Slovenijo pozicionirajo v mednarodnem prostoru. Ampak svet se spreminja. Čas je za novih 100 let, za ambicioznost, da si zastavimo nov velik cilj, za naloge, ki so pred nami, za življenje v 21. stoletju, za močno in vplivno akademsko skupnost, za svobodo in avtonomnost. Univerza je glavni motor družbenega, intelektualnega in gospodarskega razvoja. Prvi in glavni povezovalec družbe s produkcijo idej in znanja. Je največji, najmočnejši in najbolj usposobljen intelektualni center v Sloveniji. Ampak njen položaj je treba še dodatno okrepiti. Univerza mora postati najpomembnejša ustanova z znanstvenim in umetniško-raziskovalno izobraževalnim potencialom v Srednji Evropi. Univerza je velikanski laboratorij idejnega vrenja. Avtonomna, odprta, živa, svobodna. Je skupnost znanja. Spoštovane kolegice in kolegi, pred Univerzo v Ljubljani je velika naloga. Na dosežke zadnjih 100 let si mora zastaviti velike, ambiciozne cilje za novih 100 let. S prvim korakom začnemo 13. aprila. Princesa. Kdo jo bo prebudil, bomo vprašali. Našega posebnega gosta, bivšega prorektorja Univerze v Ljubljani in bivšega rektorja Univerze na Primorskem, profesorja dr. Dragana Marušiča in našega stalnega komentatorja in kot ste videli v pravkar predvajanem posnetku, kandidata za rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Igorja Lukšiča. Dobrodošla. Dobro večer. Dobro večer. Dragan, ker si prvič pri nas v oddaji, predlagam, da midva začneva. Ne? Ti, ko si bil prorektor Univerze v Ljubljani, si bil v tisti ekipi, ki je ravno snela, menjavala Edvarda Kardelja, ne? Iz Univerze v Ljubljani. Zdaj nekateri očitajo Igorju Lukšiču, da si ne želijo, da bi se Edvard Kardelj vrnil na Univerzo v Ljubljani, pa me zdaj zanima iz tvojih izkušenj, je Igor Lukšič novi Edvard Kardelj? No, po mojem videnju ni. Ti bo že vedel, ker si prejšnjega umaknil, bo že vedel, kakšen je bil. No, takrat so bili malo turbulentni, revolucionarni časi. Takrat smo poleg tega, da se je ime spreminjalo. Spomnim se, da takrat, ker sem bil malo svež iz Amerike, pa se mi je zdelo, da bi bilo prav, da bi imeli univerze v Sloveniji nekako tako. Univerza Slovenije, Veca Ljubljana, Veca Maribor in tako dalje. Ampak ta ideja ni šla skozi, tako da je ostala pač Univerza v Ljubljani. Mislim, da je tako tudi prav. Ne vidim pa nikakršne povezave. V redu. No, Igor, zakaj si se ti recimo odločil za kandidaturo za rektorja? Zato, ker mislim, da ima Univerza v Ljubljani dejansko ogromno potencijala, ki ni izkoriščen. Ni izkoriščen v tem smislu, da tle so zelo dobri znanstveniki, zelo dobri pedagogi, zelo dobri centri, skupine, fakultete. Imamo ogromno neko umetniško produkcijo. Vse to nekako spi, ni dobro povezano, ni dobro integrirano. Ljudje so se začeli med sabo drsati, fakultete med sabo se preganjajo, katera bo dobila več sredstev in se je začelo to neko drobnjakarstvo, ki univerzo ubija. Poleg tega je tle še ogromen potencial v študentih na različnih nivojih. Zlasti doktorskih. Tu na področju doktorskega študija univerza kar nekaj dela, pravzaprav to je najbolj razgibana, zlasti v zadnjih 2 mandatih. Zdaj se uvaja recimo umetniški doktorat,
Tako da tle gremo nekam naprej. Skratka, potencial je bistveno večji in se mi zdi, da univerza kliče po enem takmu tipu človeka, kot sem jaz, ki je vešč, kako z ljudmi, ki bo znal sprostiti te napetosti, ki bo znal postaviti vizijo, ki bo združevala ljudi. Jaz mislim, da ni dobro, da se okrog zapečkarskih bojev preganjamo, ampak da si postavimo en velik cilj spet, kaj s to univerzo v naslednjih 100 letih, kar pomeni, da predvsem imamo predstavo naprej in to dolgoročno, ne samo za 4 leta, da se okrog nje nekako poenotimo, da jo tudi v tistem delu, okrog katerega se bomo strinjali, zapišemo in potem gremo vsi v to smer. Dragan, zdaj volitve novega rektorja Univerze v Ljubljani so 13. aprila. Ti si dal kar nekaj volitev za rektorja na Univerzi na Primorskem skozi. Daj nam malo opiš nam in gledalkam in gledalcem, kako to izgleda, kakšne volitve to so. Ne? Zdaj na Univerzi v Ljubljani imajo glasovalno pravico pač visokošolski učitelji, zaposleni in študenti. Zaposleni pa študenti imajo nek ponder, ampak to je v bistvu to. Pa kako zdaj dejansko izgledajo take volitve? So to prave volitve, niso prave volitve? Kako se skupaj poteka? Ja, torej moja izkušnja je, da so to kar prave volitve. Veliko energije je bilo vložene z ene in druge strani. Na prvih volitvah, kjer sem sodeloval leta 11 in potem leta 15, prvič sta bila 2 kandidata, pol pa 3. Tako da vsaj tisti, ki nastopijo kot kandidati, si to vzamejo res kot svoj projekt in to je tudi prav. Če nekdo ni pripravljen vložiti energije in ambicije v takšen projekt, potem niti nima smisla, da kandidira. Zato, ker tisto, kar ga čaka potem, če je, ko je izvoljen, je pa pot, ki je precej trnova, polna takih in drugačnih prigod. Da to sicer je nek vodilni položaj, ampak vodilni položaj, kjer moraš biti ves čas na igrišču, ne pa v gledališču ali pa za kakšno zapisnikarsko mizo. Ja, razumem. Kakšne so te prigode? Recimo javnost si po moje ne predstavlja, si misli pač rektor je nekdo tam, ki ima rektorsko verigo in spi 4 leta. Kaj dejansko, recimo, kaj vse zaznamuje, definira pozicijo rektorja ene univerze v Sloveniji? No, glej, recimo z mojega zornega kota najprej bi rekel tako, kaj je univerza? Čisto preprosta definicija, to je institucija, kjer se dela znanost in komplementarno njej umetnost in se skrbi, da se to na primeren način prenaša na nove rodove. Zdaj, to je neka univerzalna dimenzija, ki velja za vse univerze po svetu. Potem je pa še, recimo, druga razsežnost je to, da smo zdaj v Sloveniji. Čisto specifični jezikovno-kulturni prostor, kjer mora univerza kot vrhunska, ta prva institucija, ki deluje na tem področju, skrbeti tudi za to kulturno-jezikovno dimenzijo. Se pravi, znotraj teh 2 razsežnosti mora delovati tako univerza kot tudi rektor, kot prvi med enakimi. In potem bi jaz dodal še eno tretjo, ker že živimo v trorazsežnem prostoru tudi sicer, ne. To pa je, kaj pa s to univerzo Slovenija kot država lahko naredi, zato da si izboljša svojo pozicijo v svetu. Torej s to univerzo in s temi drugimi, ki jih še ima. In po mojem mnenju je tisto, kar je ključno, je prodor v Evropo, prodor v svet, ker če pogledamo druge dimenzije, druge dejavnosti, v katerih neka država deluje, politika, gospodarstvo in tako dalje, so vse take, da manjša država ima bistveno večji hendikep v začetku, kot pa morda znanost, umetnost pa šport. Tukaj lahko tudi majhne države, posamezniki uspejo. In ključna se mi zdi ta dimenzija, ki se je zdaj s pravilno besedo reče internacionalizacija, recimo. Ta prodor v mednarodni svet in tukaj jaz vidim prav Univerza v Ljubljani, tisto, ki mora nekako vodilno vlogo igrati. Tako da, če se vrnem zdaj na vprašanje, ki je bilo omenjeno, jaz sem ves čas tako razmišljal, tako tudi poskušal delovati in nekako dobesedno tako tudi vse svoje poteze vleči tako pri prvih in drugih volitvah, kot tudi znotraj mandata.
Ok, Igor, ti izhajaš iz Dolenjskih Toplic, že do zdaj si kar daleč prelezel, ampak očitno imaš ambicijo še za naprej. Kako bi ti recimo to, kar je zdaj Dragan povedal, se pravi, kako bi ti zagotovil, da bi ta Univerza v Ljubljani kot vodilna slovenska znanstvena inštitucija nas pozicionirala v tem mednarodnem prostoru, nas pripeljala v ta mednarodni prostor? Jaz mislim, da ta poanta, ki jo je dal Dragan, pa izhaja iz univerze, ki je tretja ali celo četrta po vrsti nastala, ta prava. Se mi zdi, da je ta fokus Univerza v Ljubljani izgubila. Da je to njeno poslanstvo, ki je bilo prvih 100 let, predvsem, da utrdi ta slovenski narod, ga pripravi za industrializacijo in potem tudi usposobi ta intelektualni potencial za to, da se organizira v državo, da je to zelo dobro naredila, da od tu naprej pa nekako ne najde prave vloge. In prava vloga, po mojem mnenju, bi bila točno ta, da spet vse energije da skupaj, premisli, kaj je treba danes v svetu narediti na področju produkcije znanja in kako Slovenijo repozicionirati. Namreč Slovenija je v zadnjih 30 letih seveda naredila kar velik prodor v svet, ampak nekako ta intelektualni potencial se je razdrobil. Tudi v skladu s svetovnimi trendi so se intelektualci zlati v tej goni, recimo po nazivih in goni za točkami, objavami, ki nekaj štejejo, so zgubili fokus v tem temeljnem poslanstvu. Namreč kako premišljati vlogo Slovenije, vlogo tudi intelektualca v tem svetu. To smo mi izgubili. In to se nam pozna potem tudi v politiki in v javnem življenju. Zaradi tega, ker se univerza fokusira na napačne stvari, se pravi na to preštevanje in zbiranje evidenc, se ne ukvarja s to državo, se ne ukvarja s pozicijo Slovenije v tem svetu. In zato se Slovenija začela vrteti tam okrog svoje lastne osi. No, zdaj se bomo pa mi vrteli malo okrog oglasov, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšnega rektorja potrebuje Univerza v Ljubljani, da nam bo spet v ponos. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno profesor Marušič in profesor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kakšnega rektorja potrebuje Univerza v Ljubljani, da bomo spet ponosni nanjo. 100 let Univerze v Ljubljani. Stroke, inštituti, programi, ki Univerzo in Slovenijo pozicionirajo v mednarodnem prostoru. Ampak svet se spreminja. Čas je za novih 100 let, za ambicioznost, da si zastavimo nov velik cilj, za naloge, ki so pred nami. Za življenje v 21. stoletju, za močno in vplivno akademsko skupnost, za svobodo in avtonomnost. Univerza je glavni motor družbenega, intelektualnega in gospodarskega razvoja. Prvi in glavni povezovalec družbe s produkcijo idej in znanja. Je največji, najmočnejši in najbolj usposobljen intelektualni center v Sloveniji. Ampak njen položaj je treba še dodatno okrepiti. Univerza mora postati najpomembnejša ustanova z znanstvenim in umetniško-raziskovalno-izobraževalnim potencialom v Srednji Evropi. Univerza je velikanski laboratorij idejnega vrenja. Avtonomna, odprta, živa, svobodna. Je skupnost znanja. Spoštovane kolegice in kolegi, pred Univerzo v Ljubljani je velika naloga. Na dosežke zadnjih 100 let si mora zastaviti velike, ambiciozne cilje za novih 100 let. S prvim korakom začnemo 13. aprila.
Igor, ti si praktično celo svoje odraslo življenje politično opredeljen, ampak za razliko od marsikoga drugega v Sloveniji tega ne skrivaš. Ne? In zdaj, ker ti ne morejo učitati recimo sposobnosti in kompetenc za vodenje univerze, ti nekateri učitajo, da bi naj ta tvoja politična opredeljenost bila pač problem za to, če bi postal rektor. Meni se sicer zdi, ki te poznam tudi že kar precej časa, da je to tvoja prednost, ampak kako pa ti to vse skupaj komentiraš? Spomnim se, ko je Ludvik Toplak kandidiral za rektorja Univerze v Mariboru. Takrat so tudi mnogi to postavljali, ker on je bil funkcionar v prvi skupščini, se mi zdi, predsednik zbora občin, visok funkcionar v Ljudski stranki in tudi tega ni skrival. Potem se je pokazalo, da je bil eden bolj uspešnih rektorjev Univerze v Mariboru. Lucija Čok je recimo šla skoraj iz pozicije ministrice za rektorico Univerze na Primorskem. Rado Buhinc je bil predsednik politične stranke 2 leti, ki se je potem združila v Združeno listo. Bil je 3-krat minister in je bil tudi, po moji oceni, kar uspešen rektor Univerze na Primorskem. Potem imamo recimo profesor Mencingerja, ki je bil 2 mandata celo rektor Univerze v Ljubljani, tudi ni skrival svojega političnega prepričanja, on je bil podpredsednik vlade. Potem je Stane Pejovnik, ki je bil državni sekretar, predsednik gibanja Pravičnost za razvoj, tega Drnovškega gibanja, ki ga je leta 18 šele ukinil. Potem Ivan Svetlik je bil minister za delo, pa potem rektor, potem je bila profesor Andreja Kocijančič, sicer sama ni bila neposredno aktivna, ampak preko moža Janeza Kocijančiča je bila tudi precej politično nekako orientirana, tako da je znala odreagirati, recimo Ljušči se bo spomnil, takrat si delal tudi v njeni ekipi, ko je šlo za zakon o visokem šolstvu, kako je ona odreagirala na to, ne, tako da smo bili takrat, se spomniš, aktivni zelo, da smo tisti zakon preprečili, ki bi bil zelo škodljiv za univerzo. Ja. Tako da, če pogledamo, je pravzaprav bolj nenavadno v zadnjih letih, da si politično neorientiran in da ne veš, kako se stvari streže. Namreč, če rektor ne ve, kako tečejo postopki, kdaj se sprejema proračun, kdaj je treba nastopiti in vstopiti v igro, zato da se sredstva pridobi, kako je treba nastopiti, da se v odnosu do zakonodajalcev. Potem imamo situacijo, kot jo imamo zdaj, se pravi, da se zakon prelaga iz predala v predal in nikamor ne napreduje. Recimo zakon o raziskovalni dejavnosti zdaj spet stoji. In sem prepričan, da takoj, ko dobim mandat, jaz namreč zdaj ne morem vplivati kot navaden profesor na postopek, ampak kot rektor Univerze v Ljubljani in kot član rektorske konference, pa bistveno, ne, takrat bi se zelo angažiral in točno vem, na katera vrata bi bilo treba vstopiti, da bi se ta zakon tudi sprejel. Podobno velja za zakon o visokem šolstvu. Seveda tle, pa ne govorimo o zakonih kar tako, tu govorimo zdaj o ureditvi raziskovalnega dela za pedagoške zlasti delavce na univerzi, da dobimo pasovno financiranje raziskovalnega dela, se pravi, gre za eno najbolj pomembno zadevo v razvoju univerze in delovanju univerze. In podobno tudi pri visokošolskem zakonu. Tam je treba spraviti spet nazaj v sistem asistente stažiste za obnovo. Univerza se nam je spet zelo postarala, ne? In je treba nek nov svež veter omogočiti, da pridejo mlajši ljudje. In to se da z nekaterimi ukrepi. Se pravi, jaz vidim to kot svojo prednost, vidim, da točno v tem trenutku ta tip znanj in sposobnosti in povezav, ki jih jaz imam, bi univerzi prišli prav. In zato se angažiram. Drugače se poznamo, ne? Mene ne zanimajo zgodbe zaradi položajev. Mene zanima zadeva takrat, ko mislim, da je dozorel trenutek, da se jaz angažiram in da v 3-4 letih sprejmem odločitve, ki so potrebne za to, da grejo stvari naprej. Dragan, zdaj... Ja, dve misli imam tukaj, mogoče bi dodal. Ne? Prvič, glede politične opredelitve.
Bolj kot to se mi ne zdi tako pomembno. Bolj kot to je pomembno, kako se rektorji univerz, torej rektor Ljubljanske univerze pozicionira pri tisti ključni stvari, ki sem jo prej omenjal, pri prodoru Slovenije v svet. Bom to pojasnil oziroma upam implicitno z eno prigodo izpred dobrih 10 let v Portorožu. Mislim, da je bilo to za časa te vlade, natančno se ne spomnim, ampak mislim, da je bil profesor Zgaga udeležen v teh seansah, ko je ministrstvo imelo neke evalvatorje iz tujine. Spomnim se, da je bil en evalvator iz Nizozemske in ko so predstavniki ministrstva veselo razlagali, kako mi gremo v to bolonjsko reformo in kako bomo prenovili dodiplomski, magistrski študij in potem doktorski študij in kako bomo mi vse zadostili vsem pogojem, ki jih narekuje razviti Zahod. Je potem on rekel na koncu, da je to vse lepo in prav, ampak zakaj pa vi sploh prenavljate doktorski študij? Saj lahko vi vaše študente k nam pošljete. Tako da v tistem stavku je bilo popolnoma jasno, da je naša vključitev v Evropsko unijo posebnega tipa in da gre, če ne za direktni, pa za prikrit polkolonialni odnos. Zato, da v taki, torej, če se zavedamo, če imamo to si v svesti, potem je jasno, kaj morajo biti naši koraki, da se moramo, nič nam ne bo podarjenega, za vse se bomo morali sami boriti. In mogoče še glede raziskovalnega zakona, ker sem bil vpet vse od začetka, tam septembra 17, ko se je začelo o njem govoriti. Tukaj je bila rektorska konferenca in tukaj moram pohvaliti vse rektorje, člane rektorske konference, precej enotna. Mi smo ves čas želeli samo eno stvar, da pridemo v zakon tudi mi, kot tisti, ki imamo ustanoviteljska sredstva oziroma poslovno financiranje, o katerem govori Igor. Je pa res, da je vlada dvakrat padla, ne? Tako da, če za nič drugega, jaz upam, da ta vlada ostane zato, da bo ta zakon sprejet, ker vsak padec vlade pomeni dodatno leto in pol. Ključni argument naš je bil, in tukaj smo prepričali potem tudi inštitute, je zelo preprost. V zakonu o visokem šolstvu piše v 4. in 5. členu, da so univerze institucije, kjer se dela izobraževalno delo in raziskovalno delo. Zakon o visokem šolstvu pa pokriva tudi visoke šole, ki jim ni zapovedano, da morajo delati znanstveno delo. Iz tega sledi, če en zakon ureja izobraževalno delo za dve tako različni instituciji, potem se mora raziskovalno delo prezrcaliti v nek drug zakon, če ni mogoče zakon o univerzi, in če imajo potem raziskovalni inštituti, ki so v nekem smislu inverz visokih šol, ker ene dejavnosti nimajo, če imajo oni pasovno financiranje za znanstveno raziskovalno delo, potem to pritiče tudi univerzam. In univerze so bile ves čas konstruktivne in želele samo mislim, da je to nek 103. člen zdaj ratal, da to vendarle dobimo. In tukaj se mislim, da skriva velik potencial, ko se lahko potem vrne nazaj pokrivanje znanstveno-raziskovalnega dela tudi za mlajše kolege, ki nimajo še nekih RS projektov in tako naprej. Zdaj, Igor, ti si praktično celo svojo kariero zaposlen na Univerzi v Ljubljani z delno izjemo, ko si bil delno zaposlen tudi kot minister v eni izmed vlad v Sloveniji. Poznaš univerzo od znotraj, poznaš zaposlene, poznaš pa tudi študente. Zdaj, univerza je univerza zaradi študentov. Kako zdaj bi rekel, posebej v teh razmerah, v kakršnih smo ta hip zaradi epidemije, kako spet študente nekako pripeljati v središče pozornosti na univerzi? Ja, predvsem je treba čim prej univerzo odpreti, saj na tistih segmentih, kjer se to da, se pravi za tiste manjše skupine in predvsem izraziti voljo. Pri sedanjih reakcijah te volje ni bilo čutiti, recimo prizadevanja tega, da bi univerza izkazovala prepričanje, da je glavna stvar pri delu študenti delo v živo, ne nadaljavo. Recimo Univerza v Ljubljani je zaprla svoja vrata, preden je sploh država razglasila zaprtje, to je en dan prej. Rimokatoliška cerkev je izposlovala odprtje države 4. maja 2020. Univerza je zmeraj capljala in ni izkazovala nobene volje potem, da bi šli mi prvi ali pa da bi šli v nekaterih segmentih
v sprostitev. In zdaj spet čaka, ne, vidite, osnovnošolski učitelji, celo vrtčevske nekatere vzgojiteljice se postavljajo za svoje otroke, ki jih pazijo. Medtem ko univerza pa kar se je sprijaznila s tem. Ne išče poti, sej ni zadeva enostavna, ampak ne išče poti, ne izraža volje, da je to vendarle njena osnovna naloga, da dela študenti v živo. A je po tvoje ta, bi rekel, odtujenost študentov od univerze tudi razlog, da je recimo volilna udeležba v študentov tradicionalno nizka na volitvah za rektorje? Študenti so na prejšnjih volitvah prvič volili. In nihče se ni trudil, da bi sploh jim razlagal ali pa jih vabil zelo intenzivno na volitve, ker so to pravico na nek način izsilili. Mi vemo, da univerza je bila zelo nenaklonjena temu, ker je smatrala, da je to produkt in posledica socializma. Ne, v prejšnjem sistemu so imeli študentje veto moč, je bil to tripartitni sistem. So oni v svetih so odločali z veto pravico. Potem je univerza zelo zanihala in je v 90-ih letih vsa oblast pripadla rednim profesorjem. Potem od leta 2000 naprej je bil sprejet zakon, ki je omogočil vpliv študentom, ne pa tudi zaposlenim. In zdaj počasi smo prišli v situacijo, kjer imajo moč, se pravi glasovalno pravico zaposleni in študentje. In univerza se mora na to navaditi. To so pravzaprav zdaj prve resne volitve, kjer se sooča več pogledov na to, kam naj univerza gre. Vsaj 4 smo kandidati, medtem ko prejšnje volitve so bile samo z enim kandidatom. In prejšnje volitve, seveda, nobeden ni bil zainteresiran, da posebej vabi študente ali kogarkoli, ker itak ni vplival na nič. Ker se je nekaj dekanov med sabo dogovorilo, da bo samo en kandidat in zato ne rabiš volitev. Zdaj, volitve so pa pomembne, po moje, zaradi tega, ker je to eno obdobje, ko lahko ti znotraj univerze razčiščuješ, kaj je dober koncept. Se pravi, to je ena akademska debata o tem, kam naj univerza gre, in v to debato so zdaj prvič polnokrvno vključene vse skupine, vse fakultete, študentje. Poglejte, mi smo imeli soočanja na televiziji, na radiju, Delo je naredilo intervjuje, Večer, Dnevnik, vsi pravzaprav relevantni mediji so se vključili v to zgodbo. Se pravi, univerza je postala in je uspelo, gotovo imam tudi te zasluge, je postala center dogajanja tudi slovenske javnosti, bistveno bolj kot ob svoji stoletnici. Mi smo imeli 100-letnico univerze, razen proslave, na kateri je bila vojska, mi nismo čutili te univerze. Namesto bi takrat se država tresla od tega. Univerza, jedro tega naroda, te države je praznovala 100 let. Pa je šlo kar mimo. Zdaj te volitve so pokazale, da ta univerza ima moč, da se sooči med sabo in tudi navzven. In pokaže, pa ste tudi to, kaj je prava politična kultura. Mi vsi 4 smo neverjetno, to moram reči, moja izkušnja, neverjetno sem bil tudi v kakšnih drugih tekmah. To je res tekma na vrhunski ravni, kjer so prišli do izraza argumenti, pogledi različni, tako da imajo ljudje se o čem odločati. In to je tudi nekako, bi rekel, prikaz tega, kako naj se obnaša politika. Torej ne navijaško, ampak z argumenti, dostojanstveno soočanje, kjer se priznava argument, razprave tečejo dolgo časa, tudi 3 ure smo imeli, 3 ure pa pol. Se pravi, to je res ena prebuditev ali pa začetek prebujanja univerze. To je pravzaprav udejanjenje tega, za kar mi gre. Ja, Dragan, izvoli. Ja, zdaj ena misel mi je prišla, ker so bili omenjeni študentje. Eni izzivi so pred nami, ki jih mogoče niti ne opazimo, ampak se nekako v ozadju dogajajo. Ena sprememba. Namreč to sem opazil, ko se pogovarjam, je razlika med recimo, kako razmišljajo 20-letniki pa proti mogoče 25 plus letniki.
Baje, da se jim reče temle, ki imajo okoli 20 let, da so to generacija Z. Izkaže se, da je vse več predstavnikov te generacije oziroma mlajših ljudi, ki ne gredo na univerzo. So sposobni, bi lahko tja šli in bi jo mirno naredili, ampak se odločijo za svojo prihodnost mimo univerze in si nek svoj lastni poslovni prostor uveljavljajo. Zdaj, to je okej, ampak na koncu to pomeni, da čez toliko let, ne vem točno kdaj, ampak dokaj kmalu se zna zgoditi, da bomo imeli dve različni skupini. Po eni strani tisti, ki so šli skozi klasično univerzitetno izobraževanje, morda celo do doktorata in bodo si predstavljali, da jim pritiče nek status v družbi, tako kot je bilo doslej. In pa tisti, ki so si pa to svojo pot izborili mimo univerze, po nekih čisto novih poteh, konec koncev izobraževanje lahko poteka tudi po internetu, oziroma obstajajo neke dejavnosti, ki nekoč sploh niso obstajale, bodo uspešni in v tem razkoraku med tema dvema skupinama bo lahko tudi prizorišče mogoče novih konfliktov, čudnih zadev v družbi. In zdaj univerza kot tista, ki naj bi izobraževala, dajmo reči za elito družbe, se bo morala, po mojem, tudi do tega vprašanja opredeliti. Kako bo naslavljala to drugo skupino. Ja, zdaj, Dragan, ti si bil na nek način, se mi zdi, nekonvencionalen rektor. Univerza v Ljubljani, imamo občutek, je nekako zaprta v ta svoj slonokoščeni stolp. Nenazadnje se že kar par let uvršča na šanghajski lestvici za univerzo v Mariboru, kar je bilo pred leti nepredstavljivo. Kako bi po tvoje lahko zbudili to spečo intelektualno princeso, jo spravili ven iz tega njenega slonokoščenega stolpa? Res je popolnoma drugače delovati v Kopru ali pa v Ljubljani, pa ne zaradi morja, ampak zato, ker je to manjša univerza in jaz sem bil, tako bom rekel, čisto tako, kot matematik sem pogledal, kaj piše v zakonih in v členih ustave, tam je pisalo, da univerza je avtonomna, sem se pozanimal tudi pri bivših ustavnih pravnikih in tako poskušal delovati. Večkrat sem moral tudi administrativno osebje bodriti, da ne rabijo toliko vrteti telefona in spraševati ministrstvo, ampak se lahko razmišlja svojo glavo, avtonomno se vse piše tam v členih ustave in v zakonih. Zdaj za utečeno institucijo kot Ljubljana je to malo drugače, ker to je neko kolesje, ki teče tudi veliko boljše opravlja administrativno delo, po mojem mnenju, tudi zaradi vseh teh izkušenj. Res pa je, da to pomeni, da morda kakšni drznejši projekti ne gredo tako lahko od rok. Naprimer, samo za primerjavo, teaming mehanizem Evropske unije, ki naj bi znanost prenesel v gospodarstvo v teh novih članicah, bila sta 2 razpisa. Doslej je iz Slovenije samo en uspešen pridobljen projekt in to je prav naše univerze. Jaz sem ravnal tako, da sem popolnoma zaupal mladim ljudem in to je projekt, ki so ga izpeljali ljudje plus 30, 35. Veliko idej norih so mi prinašali, nekatere so propadle že v štartu ali pa smo klecnili malo kasneje, ampak zagotovo sta 2 taka projekta, ki sta bila uspešna. Torej ta Timik in v Izoli nastaja prva lesena stavba, trajnostno uporaba lesa in ki bo obenem tudi živ laboratorij in pa naš projekt z Lomonosovo univerzo. Tako da za nas je bilo to kot mala nova univerza, je bila edina možnost, da si priborimo ta prostor pod soncem z nekimi takimi malo bolj drugačnimi idejami. Zdaj, Univerza v Ljubljani ima seveda vlogo, da mora biti na robu te špice, ki prodira v svet, hkrati pa mislim, da ima ogromen potencial, to se, kakor sem prebral na hitro te programe, se vsi 4 rektorji zavedajo, da je ogromen potencial. Tu je v Ljubljani, mislim, da je finančno in po znanstveno-raziskovalnem outputu je 85% celotne slovenske produkcije. In jaz želim si, da bo to doseglo čim večje vrhove v Evropi, ker potem bomo tudi za te druge univerze veliko lažje. Igor, avtonomija na eni strani, kot tudi ti praviš v svojem programu, na drugi strani pa nevarnost samozadostnosti. Kako tukaj loviti ravnotežje? To je samo z ambicijo. Če nimaš ambicije, če nimaš predstave o tem, da je treba iti naprej,
da je tle ogromno ljudi, o tem, kar je Dragan govoril, ki so stari tam od 30 do 40 let, ki so neafirmirani. Namreč nam se dogaja, da na univerzi ostajajo ljudje in ohranjajo pozicije moči in na nek način komandirajo tej mlajši generaciji, tudi ko so starejši od 70 let. To ni zdravo. Lejte, mi bi mogli najti en mehanizem, da ti ljudje, ki so izkušeni, ostajajo v vlogah mentorjev, svetovalcev, ker so dragoceni. Ampak ni pa nobenega razloga, da držijo pozicije oblasti v svojih rokah. Ta pozicija oblasti pomeni, da hromijo prodor mlajše generacije. In je treba čakati včasih, ne, da se ti starejši umaknejo. Recimo, mi smo imeli primere, ko so šli v pokoj šele po 80. letu. Enostavno ni mehanizma. Skratka, to je treba z vrha narediti en varen sistem, veste, po katerem se bojo ljudje lahko umikali na tak način, da bo to dostojanstveno za vse. Predvsem pa se na ta način sprosti potencial teh mlajših ljudi. In to je gotovo ena pot. Zdaj, če se vrnem k temu, kar je to ena pomembna zgodba. Ampak na kratko, prosim, če lahko. Kratka, pomembna zgodba. Ja, samo mednarodna dimenzija. Ne. Univerza ne more biti univerza, če ni mednarodna. Ne. In če ne deluje v tej mednarodni delitvi dela in produkcije znanja. In Univerza v Ljubljani ta potencial ima. Problem je pa v tem, da ne zna izkoristiti potencial države, ki jim mora to omogočiti. Mi marsikdaj smo zrinjeni na rob, ko konkuriramo za sredstva, zaradi tega, ker nas smatrajo za pol kolonijo in nas potem dajo v drugi koš. Tu bi morali tudi vedeti in uporabiti moč države za pozicioniranje. Profesor dr. Dragan Marušič, profesor dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalkam in gledalcem iskreno opravičilo, ker zaradi tehničnih težav danes v oddaji nismo mogli predvajati tweetov. To je bil o univerzi, že 563. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.